Avtor globokih, čustveno obarvanih serenad in mojster modernih slovenskih besedil in brezčasnih klasikov, kot so Hej mala opala, ali bi z mano tralala, hopsa sa bi tralala, če bi z mano opala. Kaj bolje opiše slovensko mentaliteto? Dajte mi povedati, prosim. A je kaj bolj? Werner je prejšnji teden praznoval 25-letnico svojega glasbenega udejstvovanja. Bravo! To je ta isti Werner, čigar žena gre vedno z hiše, ko on poje, pa ne zato, da ji ne bilo všeč, ampak zato ne bojo sosedje mislili, da ga pretepa. Bodimo hvaležni zanjo, če ne bi bilo nje, bi bil Werner brezdomec. Fučka se meni. V petek mu je uspelo prodati 4000 gratis vstopnic v Hali Tivoli, kjer je v odlični interpretaciji svojih pesmi uglasbil tekste, ki jih ni vredno niti recitirati. Največ so pa nedvomno zaslužili dilerji na Celovški, ki so zalagali dvorano z LSD-jem. Malim pa bliska, ne? Pred koncertom pa je Werner v zaodrju pozdravil največjo fenico. Bomo štardali? No, akcija! 6 let ne sam prek Facebooka, pa se tako evo tebe, pred mano si ne moram verjeti, ne moram verjeti. Werner. I to je pa še njem nerodno, ne? Ti pa koliko ti Werner da honorarja, da se greš tako blamirati? A sam kaj sanja? Ker jaz bi tudi imel take fenice. V tem lahko jaz sem sanjam. Jaz tu pa tam dobim šno pismo, pohvale. Godler, ki misliš, da si smeš... Pohvalo sem rekel, no. In kaj je v zaodrju povedal Werner? Najprej me zanima se, kaj živčan tik pred koncertom? Moram priznati, da sem štarta velika turneja, velika odgovornost, 25 let, ojoj. Werner, če te lahko popravim, ne ojoj, ampak ojoj. Kje je tvoj ponos, Werner? Kje je tvoj ponos? Ponosen sem na svojo publiko, predvsem na publiko in na 25 let. Verjamem, da si ponosen na publiko, ker ljudi, ki 25 let poslušajo tvojo muziko, enostavno moraš imeti rad. Sorry. Opravičil sem se trem gospem, ker so bile na koncertu v petek, da ne boste mislili. Potem je njegova žena pokazala, da je breme življenja z Wernerjem morda le preveliko. Veliko je, vsi vidijo blišč, ampak zelo veliko je borbe, zelo veliko je neprespanih noči. Blišč? Spoštovana soproga, blišč pravite. Dobro, verjetno je gospa pod neonkami v Hali Tivoli res videla blišč. Je pa res, da je 25 let veliko. Werner je svojo glasbeno pot začel tako, da je izgledal kot Albano in pel kot Albanc. Imel je šarm, ki je deloval predvsem pri ženski publiki. A to mu ni bilo dovolj. Želel se je približati tudi moškim, zato si je omislil par dojk in novo frizuro. Krog homoseksualnih fanov se mu je tako povečal, ostali moški pa so poslej raje gledali njegove spote z izklopljenim zvokom. Werner vas bo v prihajajočih tednih navduševal svojo turnejo Opa Tour. Jaz upam, da je mislil na ta tur. Mogoče bolj gnojen, ne vem. In svojim novim albumom Evo mene, ki je že kar 19. po vrsti. Fakt, sem ti albumi so kot glivice, ne, da več jih je, bolj ti gre na živce. Je pa v Hali Tivoli zmedel prisotne z majčko 75% Slovenec, 25 cm črnec. Potem takem si visok 1 meter, ali kaj, če znam računati. Edin, če si s črncem mislil na temnopoltega Mikea Tysona, ker z njimi imata pa nekaj skupnega. Oba sta nevarna za ušesa. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.